Že, dragi naši, in lepo pozdravljeni. Tukaj so novice z dvora, vam na uslugo. Skratka, ponovno je čas za eno tako oddajo, za katero ne vemo, kaj se bo zgodilo, ker pač tako je. Mi da smo žmaharja. Ja, žmahar in žmaharca. In kaj se bo zgodilo, ne vemo, pa vendarle tematika je bila zbrana s strani vas, čeprav bomo v bistvu danes govorili o meni. Danes bomo govorili o popolnosti. Se sem rekla. O tem, da se ljudje noro obremenjujejo, da morajo biti popolni. Da morajo biti popolni doma, da se morajo popolno obnašati pred partnerjem, na prvem zmenku, ok, tam šteka, na prvem zmenku se vsak proba popolno obnašati, ampak popolni ljudje so hoče biti v službi, pa popolni povsod, pa da popolno zgledajo, pa popolno govorijo, pa ne vem, kaj se popolno, ne? In smo danes pripravili eno dobro temo z 4 miti o popolnosti. Rada bi vam razkrila 4 mite o popolnosti, ki si zabeležite v svojo beležnico, telefon, notesnik, kamorkoli, zato da vam bojo pomagali preživeti na zemlji. Da sem se spomnila najnega prvega zmenka. Najn prvi zmenek, Skratka, jaz sem šel o popolnosti. Avto mi je celknil. Skratka, začnimo s prvo točko, ker pustimo, a ne, se ljudje narabijo, se je vedeti. Avto mi je crknil. Ok, pustimo. Kjer izgovor. Pa poglejmo prvi mit o popolnosti. Midva sva ugotovila, da sploh zadnje čase nama ljudje govorijo, da imajo ful neke želje, pa želijo delati neko življenjsko poslanstvo in da ga ne bojo še začeli delati zaradi tega, ker ne znajo še dovolj popolno stvari, zaradi tega, ker se jim zdi, da morajo še vse bolj izbrusati, da bojo vse popolno naredili, zato da bojo šli lahko ali pred ljudi nastopati ali predavati, a kakorkoli že, ne? In potem, kaj jaz rečem, nikoli ne rabiš čakaš, te stvari se izostrijo se sproti, ne čakati. Mi rečejo, ja, ne, Kristija, veš, potem pa gledamo tebe, pa Mihaela, pa vidva tako dobro pred kamero nastopata, pa vse super povesta, pa vse vama teče, pa nikoli vama besed ne zmanjka. V bistvu, jaz nisem tako, kot vidva, jaz če bi znal tako govoriti, kot vidva, če znal tako nastopati, jaz bi se takoj lotil teh stvari, ne? No, pa si poglejmo resnico o tej popolnosti, kjer midva ves čas vedno se obvladava, dokler se ne zgodi tole. Živijo sva Kristi in Mihael Žmahar in vi gledate prvo YouTube ali pa tole. Živijo, dragi moji, Kristi sem z vami iz duhovnega No, zgodi se tudi tole. Živijo, dragi moji, lepo pozdravljeni iz duhovnega. Iz česa že? Jao, jebote. In pa tole. Veš kaj je? Ljudje niso v redu. Ja, to. Ljudje niso v redu. Pa res, že dolgo časa nisem videl nikogar, ki nekaj še enkrat. Razumete? Skratka, nihče ni popoln, nam se marsikaj dogaja, takole, ko snemaš, lahko mogoče še stisneš stop, a ne, pa psi so nam uletavali v kader, vem, da sem enkrat govorila o eni blazno resni zadevi in se moj pes odločil, da gre direktno v kader zadnji in lovi svoj rep, a razumeš? Jaz sem govorila o neki žalosti pa žalovanju, ona se pa ful veseli. Skratka, take stvari se zgodijo. In jaz mislim, da je to lepota tega, da so te stvari tako v živo, tako organske. Organske? Tudi tega ne bomo rezali. A razumeš? No, vidiš, da tega ne bomo rezali. Skratka, ne iskati te popolnosti, zato da bi delala stvari, ki jih radi v življenju delate. Jaz se prav spomnim, da so meni v življenju disleksijo imama, ne, so ljudje govorili, kar se dostikrat vidi v kakšnem našem opisu dogodka. Enkrat sem poslala ven mailing
In ko res 3-krat sem ga prebrala, jaz sem se res potrudila, veš, in sem napisala, to bo meditacija, hotela sem povedati, to bo meditacija, ki vas bo pomirila, napisala sem pa, to bo meditacija, ki vas bo pomorila. Dobra meditacija, prehefta do konca. A razumeš, take stvari se enostavno zgodijo in to je lepota tega, da si človek, ki si ta, ki si. In meni so recimo tudi govorili, da zaradi te disleksije ne bom nikoli mogla biti pisateljica. Prav imam za sabo 6 bestsellerjev, razumeš. Zato pa obstajajo lektorji, a ne? Tako da upam, da Ki so popolni. Ja, so ja. Ampak se tudi najde kakšna vejca, 2 okoli obrnjen, zakaj pa ne. To je lepota tega. Tako da dovolite si stvari delati, točno taki, ki ste, in ne pričakujte, da boste vedno popolni, ker pač ne boste. Drugi mit o popolnosti je, da obstajajo obnašanja, ki jih morate imeti zato, da vas bodo imeli ljudje radi. Oh moj bog, to je ta slovenska včasih kultura, ko so ljudje prijazni z drugimi ljudmi, takrat, ko nočejo biti. Ali pa so ljudje tiho, takrat, ko nočejo biti. Ali pa ne povejo stvari, ki jih hočejo povedati, zaradi tega, ker mislijo, da bojo bolje sprejeti, če bojo tiho ali govorili tisto, kar si drugi želijo slišati. Veste, kaj je težava tukaj? Težava tukaj je, da to sploh ne drži. Mi mislimo, da nas imajo ljudje radi zaradi našega obnašanja, ne nimajo nas. Naprimer, gledajte, ko sem jaz spoznal Kristi, je bila ona psiho. Tako prav, dobesedno psiho je pravi izraz za njo, zaradi tega, ker imela je en kup izpadov na vseh nivojih energije, ampak sem imel vse narad. Vse se rekel, pač ta mala ne ve točno, kaj se ji dogaja, malo je čudna, malo je zmešana, ampak je kul človek in sem imel vse narad, tako da si je lahko marsikaj prvošla na začetku. Ne? Ali pa naprimer druga stvar, ona poje tisto pesemco, ko gre sem na živce, ampak jo imate še vedno radi, dokazano jo imate radi. To so zdaj novice z dvora. In bojo povedali, kar se mora, če pa kaj popolno ni, pa povejte si sami. 500 milijonih videov, kjer ljudje dejansko znajo pet, moram to poslušati 10 ur na dan. Ampak ja, v redu, razumete, to je fora popolnosti. Ne se truditi biti popolni v obnašanju, zaradi tega, ker pri obnašanju je tako. Ljudje smo to, kar smo, in naša naloga je, da se izrazimo v tem, kar smo. In vsak človek je drugačen, vsak človek ima drugačen čustven sistem, drugačno misli. Njegova naloga je, da to izraz. Njegova naloga ni, da se on obnaša tako, kot drugi ljudje pričakujejo od njega. To pomeni, da si podoben drugim. Ena izmed težav tega sveta je, da je 8 milijard ljudi, od tega je večina kopij. Ljudje kar kopirajo drug drugega, pa se obnašajo isto, pa jejo na isti način. Ne mi reči, da si isto lačen. Imaš družinsko kosilo, v restauraciji. Ja. 10 ljudi je za mizo na poslovnem kosilu ali pa družinskem kosilu in vsi jejo tako. Tako, veš ti, ko odrežeš pol graha, grah daš na polovico in potem ti vzameš in žvečeš ko lama. Tako, in jaz gledam te ljudi, meni gre tako, živcirajo me ti ljudje. Ne mi reči, da si lačen to, da tako ješ. Ne. Ampak to je vnaprej pričakovan način bonton prehranjevanja za mizo, kjer potem vsi zato, da so kulturni, sofisticirani, da dobro spadajo, da so ugledni, uglajeni ali karkoli se že to imenuje, jejo tako. Daj prijem kos kruha, daj v usta, žlico poje do konca, pa se ne je tako, kot se doma ne ješ. A razumete? Daj v uste. A to je una štajerska, vrate, okne, to je štajerščina. Pejte gledati vse novice z dvora nazaj in si zdaj začnite štajerski slovar delati. Ne? Skratka, to je tudi, da ne rabiš imeti popolne slovenščine, če hočeš snemati videe. Tako da, to je ta stvar. Ne se truditi biti popolni. To ljudje potem zgubijo sebe. In če ti zgubiš sebe, potem ti nič naspa, ne manifestacije, ne healinga ne moreš sprožiti. Ne dobrih odnosov ne moreš zgraditi. Ker če se ti v odnosu pretvarjaš, z narejenim vedenjem, ki ga hočeš cenzurirati, kako bo človek s tabo v odnosu sploh videl, kdo si ti v resnici. In ti bo potem cool friend, cool prijatelj in tako naprej. Tako da, tako kot imate Kristi radi zaradi te pesmi, ki jo poje, tako kot imate mene radi zaradi štajerščine, in tako kot imate tiste ljudi radi, ki režejo grah na pol, se nehajte obremenjevati, da je vaše obnašanje popolno, ker je popolno. Rajš moramo ljudje delati na tem, da se naučimo razumeti obnašanje drugih ljudi. Če se mi naučimo obnašanje drugih ljudi razumeti, potem smo lahko mi to, kar smo, ker bodo tudi drugi ljudje z nami isto naredili. Drugi mit.
Bam, hashtag, we did it. Norc. Tretji mit. Duša teži na zemlji popolnosti. Dajmo vzeti malo to še duhovni princip popolnosti v neko lepo škatlico. Svetniški si. No, skratka, dragi moji, takole je. V nebesih je vse popolno, to je popolno stanje svetlobe, ljubezni, brezpogojnega sprejemanja, vsi smo eno, vsi smo srečni in to je tudi tisto, kar iščemo na zemlji. Ni res. Ker če bi to bilo res, potem ne bi prišli v ta svet. Poglejmo okolje, koliko je raznolik, poglejmo, da bolj yin yang že skoraj včasih ne more biti, razumeš? Torej, če bi duša res hotela sem iskati, razumeš, popolnost, torej v čist drugačno izkušnjo, kot je v nebesih, potem ne bi šla na zemljo. Kar pomeni, da če je duša v osnovi izbrala to zemljo, ki vemo, da je dostikrat zanimivo, to priča o tem, da tudi ona ni popolna, tudi v nebesih ne. Bam! We did it again! Razumeš? Ja, res je. In zdaj še četrti mit. Četrti mit o popolnosti pa je, da vam ne bom dal četrtega mita o popolnosti, zaradi tega, ker sem se odločil, da ga ne bo. Da bomo imeli 3 mite, kljub temu, da smo dali 4 mite. Ja, 4 mite smo rekli, da bomo imeli, ampak zdaj bomo imeli 3 mite. In zdaj bomo ponovno rekli, da imate video 3 mite o popolnosti. Zaradi tega, ker na koncu ste vedno vi tisti, ki se odločite, kaj je popolno za vas. In jaz sem se odločil, da je popolno za nas danes 3 mite. In tako bo, ko bom jaz rekel... Ziher ti je cajta zmanjka. Rekla sem ti, da ti naredi 2 mita, ti je ziher cajta zmanjka, ko pa si rekel, da je v redu. Vsi sprejemam to, da nisi popoln. Pač nekateri smo naredili 2 mita, tako kot se nam je rekel, drugi pa več... Včasih moramo popolni ljudje narediti kakšno zemeljsko stvar, da nas lažje razumete. Skratka, na koncu je vedno popolno tisto, kar se vi odločite. Tako kot boste vi rekli, to je popolno, ker je vaše življenje, ker je vaša inkarnacija, na vse zadnje imate vi prav. Evo, pika. Zdaj pa, kako vam lahko midva pomagava postati nepopolni? Midva se odločila, da bo vse te ljudi, ki vas tako mori ta popolnost, ali pa ker zaradi tega ne začnete stvari, da vas bova malce potisnila naprej. Ne, to bo on delo, na mojih tečajih je to mečkan bolj počas, a ne tako, ja, nižno, tako, kot se skuški obnašamo, pa še, razumeš? Tako da 7.8. te vabim na mojo angelsko šolo nastopanja, ki te ne bo učila, kako se perfektno naštimati, kam dati lase. Ali tvoj, kako si mi že rekel, da je ta pajac, da zgledam kot klovn? Kot bozo, on klovn bozo. Ja, pa mislim, da vam prepasni gor. Meni je pa všeč, razumeš? Ne bom vas tega učila, kako se perfektno naštimati, kako imeti novinarski glas, zaradi tega, da boste žametno božali ušesa vaših poslušalcev. Skratka, ne bom vas tega naučila, ampak vas bom naučila, kako zbrati energijo poguma, zato da se izpostaviš, takrat, ko imaš najbolj tremo, takrat, ko čutiš, da te je strah drugih ljudi, pa tako naprej. Kaj narediti takrat z energijo? Obstajajo pa neki energijski triki, ki te jaz tega lahko naučim, zaradi tega, da končno lahko pa vsem pokažeš svojo unikatno sveto, da se nehaš nekje skrivati z vsemi tvojimi talenti, ki imaš sam zaradi tega, ker nimaš energijskega vzvoda. Tako da 7.8. na spletu, enodnevna spletna delavnica, dobiš 3 meditacije za darilo, za hipnotične oči, za hipnotični glas in za hipnotično ustvarjanje. Skratka, ful bo dober, poglej si in vabim te, da se seveda pridružiš. Kaj boš pa ti? 25.9. začnem s poslovno šolo v duhovni dobi. Zakaj je zdaj to tako pomembno? Ker toliko ljudi vidim, ki imajo dobre ideje in ambicije, hočejo nekaj od life ustvariti drugače po svoje in ne začnejo, ker mislijo, da je popoln začetek za podjetništvo. Da se karte kar poklopijo, da se zvezde poklopijo, tam Zeus odpre nebo in pride dol in reče, danes je dan, ko so zvezde poravnane, uspelo ti bo, danes je popolno, da začneš svoj biznis. Ne.
Fora podjetnikov je, da začenjajo svoje biznise oziroma svoje dejavnosti, projekte, karkoli, zaradi tega, ker hočejo stvari po svoje narediti, zaradi tega, ker so svojo matrico popolnosti pod narekovaji naredili. In v biznisu se lahko izraziš, kakorkoli želiš. Tako da podjetništvo v duhovni dobi ima v bistvu te segmente, da razumeš energijske principe, ki ti pomagajo sebe izraziti v svetu, ki te naučijo vzvodov energijskih, zato da lahko biznis plasiraš. In vse to vas bom naučil na poslovni šoli v duhovni dobi. Podjetniški DNK razviti, podjetniško zavezništvo ustvariti, podjetniško zapuščino, kako time graditi in predvsem kako biti sproščeni in uživati na tej poti, zato da se na to premenjevali, ste popolni ali ne. In zakaj midva misliva, da je zelo dobro, da ti midva v jesenskih tečajih na kakršen koli način in tako naprej, no, nekateri so še poletni, pomagava, zaradi tega, ker sva tako nepopolna, ne? A veš, včasih uleti kaka kletvica. Živijo, dragi moji, tokrat se vam oglašam, Kristi, zaradi tega, ker imam posebno vabilo, katerega ste vi osebno čakali že zelo dolgo. Jebi ga. Ali pa 2. Ampak tudi veliko znanja pride. Angeli so fajn. Jesus Christ. Blebo. Skratka, res je fajn in predvsem sproščeno. Poglej si vse to in še več na potovanje duše.pik in želiva ti veliko unikatnosti. Potovanje duše.si. Ja. Ni se kaj potovanje duše.pi. Ja, a ti zdaj mene popravljaš, hočeš, da sem popolna? Ne, hočeš samo, da domeno prav boš. No, vidiš. To je to. Mislim, da je rekla potovanje duše.si, kakorkoli že, verjetno vas bo odpeljalo v vsakem primeru na pravo stran. Skratka, boste popolni v svoji nepopolnosti. Zdaj pejte pa ne popoln veganski sladoled. Pa povejte si, Samir. Skratka, boste imejte rada, vas mama in čau. Čau.